Dobrodošli na novi epizodi podcasta Prebojenje 9. Danes je z mano posebna gostja, Alenka Benedik. Alenka pomaga mamicam, ki želijo dojiti v tem prvem obdobju materinstva z svetovanji, s svojim delom. Je tudi mama 3 otrok, zdaj že najstnikov, a ne, Alenka? Imam prav? Hčerki nista več najstnici, sta že kar mladi odrasli. Aha, Sta stari 20 in 22 let. Okay. Imamo pa še enega najstnika, ja. Ok, super. Ampak imaš 3 izkušnje, v bistvu 3 porode, 3-kratno dojenje svojih otrok in v bistvu 3-krat materinstvo, ne? Vsakič se mama, se mi zdi, z vsakim otrokom na novo tudi prerodi, da res bogate tudi osebne izkušnje. Sicer ste pa certificirana svetovalka za dojenje in nošenje dojenčkov, instruktorica za masaže dojenčkov, tudi porodna spremljevalka oziroma dula, avtorica številnih priljubljenih praktičnih člankov, tako sem tudi jaz v bistvu naletela na vas preko, kad smo našli vaše članke, ki so bili zelo uporabni in potem, da še mogoče kar na tej točki povem, jaz sem se odločila za svetovanje 2-krat pri Alenki in sem bila zelo navdušena, tako sva se tudi spoznali in zato tudi potem sem jo povabila v oddajo in sem hvaležna, da ste danes z nami. Potem ste uveljavljena predavateljica, zlasti na področju dojenja, svoje znanje ste poglabljala tudi v tujini, ste tudi prevajalka in povezujete tujo literaturo v bistvu z sodobnimi pristopi in dolgoletnimi izkušnjami dela ženskami, tako da se mi zdi, da ste res ena taka ta prava oseba, s katero si danes res želim imeti ta pogovor, no. Hvala za povabilo. Pa za ta uvod. Super. Ja, hvala enako, jaz sem ful vesela in se res že veselim. Danes sva se odločili, da bova govorili v bistvu o prebojenem materinstvu. Pa Alenka, vas kar vprašam, kaj je za vas prebojeno materinstvo, ne? Ja, se sem premišljevala, ne. Kakšna je tista mama, ki je prebojena, ne. Prebojena mama je predvsem taka, ki upa iti svojo pot, ki ne bo slepo sledila nekim trendom, nekim modi, nekim trenutnim prepričanjem. Predvsem, ki opazuje, ki je odprte glave, bom rekla, dovzetna za marsikakšno idejo, pa vendarle, da ima tisto zdravo mero skepse, ne, da malo premisli, da se zaveda svoje moči in vpliva, ki ga ima, ker saj vemo, roka, ki ziblje, ko ziblje svet. Če dobro premislimo v bistvu globino tega, kako daleč, kakšne posledice ima odsotnost njenih določenih dejanj ali pa prisotnost njena, ne, je včasih to kar strašljivo, a ne, in je kar, se vprašaš in svoje moči, svojega vpliva, ne, in to, kar nam kar naprej hoče dopovedati, saj kaj pa bo en sam človek, saj en sam človek ni nič, saj, kaj pa je tvoja beseda, saj nič ne moremo, vsi smo neke žrtve nekega sistema, neki ujetniki. Absolutno ena prebojena ženska se s tem ne more strinjati, a ne. In vodi z zgledom, ni važno, ne, in je usklajena s tistim, kar misel pove, tako kot misel in naredi, tako kot reče, da bo, ne. Če se zmoti, nima problema reči, ups, tole pa ni bilo najboljše, bom zdaj naredila drugače, ne zato, ker sem že 10 let delala, tako bom pa še naslednjič tako, ne. Predvsem se mi pa zdi čar ali pa tega, da je prebojena, da se ne odloča iz strahu, da se odloča iz poguma in iz ljubezni in da je pomirjena s svojimi odločitvami, a ne. Pa da se zaveda, da večina stvari, ki res štejejo, so nevidne. Recimo, ob spočetju, a se že kaj vidi, ne, še kar nekaj časa se nič ne vidi, ampak ustvari se pa že cel nov človek, a ne. Dojenje, te minute se kar nakapljajo, ne. In se mi zdi, da v tem principu hitenja, hlepenja za hitrimi rešitvami, da bo dobro izgledalo, pa vse kako je pa v resnici, ne. Da ta ženski princip čakanja, ne, pravi, da ženski princip je pasiven, ne. Jaz se s tem ne morem strinjati, ker včasih
moraš vedeti, kdaj je treba počakati. Ker tudi, ko boš en seme dal na vrtu tamle, ne boš vsakih 5 minut kopal, pa aj že kaj, ne? Ampak zaupaš v ta proces in ta ženski princip je velik čakanja. Tudi recimo en porod je lahko zelo velik dihanja in čakanja in zaupanja. Predvsem se mi zdi pa ženskam danes pa vse, ja, manjka ta občutek varnosti. Ženska, ki ima občutek varnosti, ki ima občutek, da ima partnerja na svoji strani, bo letela, bo cvetela. Za njo ne, ni omejitev, ne, zato ker se počuti varno. Ker če se ona počuti varno, bo tudi dobro zasidrana in bo tudi drugačna mama. Kakor če more ona istočasno biti čuvajka in hraniteljica in ne vem kaj vse. Se pravi, na kratko, prebujena ženska zna razmišljati s svojo glavo, zna se odločati skladno s svojim srcem, tudi če vsi v njeni okolici ji trobijo nekaj drugega, zaupa svoji intuiciji in temu, da so vsi odgovori že v njej. In upam, za vsako žensko si želim, da bi imela take okoliščine, tak podporni sistem, tak življenje, da bi imela tudi trenutke tišine, da bi lahko zasliš sebe, da začuti svoj kompas. No? Tako, to želim vsaki mami. Vem, da ne živimo v idealnem svetu, ampak vsaka njena gesta šteje, vsak poljubček šteje, vsaka kapljica mleka šteje, vsaka njena lepa misel šteje, ker začne se pri mislih, a ne? Ja, super, hvala. Res obsežen odgovor. Meni je zelo všeč, ko sem danes na vaši spletni strani še enkrat prebrala, ne, da v bistvu spodbujate k odzivnemu starševstvu in skrbi za otroke, v bistvu, da bodo telesno in duševno zdravi, a ne, v bistvu najvišje dobro otrok delujete in tudi tako izkušnjo sem jaz imela v bistvu z vami, ker sem se prvič prijavila k vam na svetovanje, sem bila res v stiski, a ne, takrat je bil otrok star par mesecev in sem imela izzive z dojenjem, se spomnim. In pač jaz sem takrat pričakovala, ker kar bereš po spletu ali pa, ne vem, so mi drugi dajali neke nasvete, da bom zdaj dobila nek quick fix ali pa nek v bistvu, a ne pač nek program nekih možnih poskusov ali pa rešitev, kako nekaj spremeniti. V bistvu sem pa začutila tak mir ob vas, a ne, in ste mi potrdila neko mojo intuicijo, neko mojo notranjo moč, da pač to, kar delam, ste mi pomagala razumeti, ne? Čeprav sem to nekje že vedela, ampak potem, ko se ti nabere, pa misliš, joj, res delaš nekaj narobe, a ne? Vsi drugi, a ne? Ker jaz pač imam otroka, ki ni imel flaške, ni imel dude, je bil samo dojen in pač v nekem obdobju se je res ogromno dojil in pač me je to takrat izčrpavalo, oziroma ne spomnim se, kaj je bil že takrat izziv, ta prvič, ko smo imeli svetovanje, ampak vem, da ste mi pomagala na ta način, da ste v bistvu potrdila mojo intuicijo in ste mi pomagali razumeti, kaj se v tistem obdobju dogaja z otrokom, in mi je bilo potem lažje in tudi je res to obdobje potem hitreje minilo, oziroma je itak minilo, a ne, ker otroci pač imajo razvojne faze in takrat se mi zdi res ključno, da smo starši opolnomočeni z razumevanjem, kaj se dogaja, pa tudi tako, ja, biti v bistvu jaz se res trudim biti čim bolj prisotna, zavestna mama, a ne, oziroma res delovati v najvišje dobro otroka, ampak hkrati vključiti tudi sebe, a ne? Ker z otrokom se mi zdi, da se tudi starši ful učimo, ti moraš biti res čustveno zreguliran, zrel, da ti si zmožen potem biti sploh tam za otroka in tudi otrok nas prebuja, nas zdravi, a ne, v bistvu mi gremo z njim, pozdravimo neke svoje otroške rane, kjer mogoče za nas ni bilo poskrbljeno na način, kot bi v bistvu moglo biti, a ne, ali pa nismo bili pospremljeni v neke stvari, recimo na najbolj zdrav način, pa zdaj lahko to transformiramo skupaj s svojim otrokom, a ne. In vem, da ste me vi res vedno na svetovanjih v tem smislu opolnomočila, pomirila in sem bila res presenečena, ne, ker marsikdo drug, ali pa ko sem prebrala tudi kakšne knjige, devajo nasvete po korakih, in potem res pač, ki so tudi velikrat v neskladju, ki so res neki quick fixi ali pa neke hitre rešitve in v neskladju z neko materinsko intuicijo, ali pa mojo intuicijo so bili, a ne. In to mi je pri vas zelo všeč, a ne. In mogoče, če še malo bolj nagovorite, zakaj je toliko pomembno, a ne, to prvo obdobje, recimo rečemo do 3 let, ali pa sploh to obdobje porodniške, recimo, a ne, ko so dojenčki res majhni, kakšna je v bistvu potem, kako to vpliva na res cel razvoj
človeka, ne? Ker včasih bi si res mislila, so tudi govorili, sej otrok ne ve, ne razume, sej ni važno, če zdaj tlele, pač sam, da ga utišaš, v bistvu, koliko je res tukaj pomembno, da res smo do otroka spoštljivi, sočutni, da ga pospremimo skozi neke recimo izzive, obdobja, stvari, tudi dojenje, karkoli vam zdaj tle pade na misel, kar bi mogoče poudarili, pa kaj za vas taka, kar vidite tudi pri starših, kaj so take ključne stvari, mogoče lahko tudi kar v dojenju ali v teh osnovnih, kaj je res pomenilo, da bi se starši res zavedali, pa si res priznali, kar dolgoročno vpliva na duševno in fizično zdravje otroka, recimo. Ja, zdaj mi je prišlo na misel, da to, kar včasih se tega je zelo malo, ampak včasih še vedno kakšni starši rečejo, sej pa pridna pa spi. Mene kar malo zaboli, ker si mislim, kako je pa lahko en dojenček nepriden, ne? Moramo iti malo v zgodovino in pogledati, recimo Alenka Puhar je napisala to prvotno besedilo življenja ali pa za Alenko Rebulat je en dokumentarc o otroštvu na Slovenskem, ne. In če pogledamo še nedolgo nazaj, tudi Milena Miklavčič med drugim, ki piše, ne, marsikdaj se dotakne tudi otroštva, ne, kako v bistvu so bili vzgajani naši starši, naši stari starši, koliko je bilo v bistvu enega nasilja in otrok je bil ena lačna usta več, uporaben je bil takrat, ki je lahko že začel nekaj delati, potem so bili pestrne, ne, pastirji, hlapci in ta način, ne, veliko pač, ni bilo znanja, niso vedeli, niso znali, tle ne gre za to, da se kogarkoli kritizira, ker jaz zmeraj pravim, pa bod ti faca pa naredi drugačne, Jaz imam vse možnosti, da naredim drugače, da naredim tako, kot jaz mislim, istočasno, pa moram biti toliko poštena pa skromna pa reči, tudi jaz kaj zafrknem, ziher sem kaj narobe naredila, kljub najboljšim namenom, sem tudi jaz samo človek, ampak da se zdaj vrnem nazaj, ne, da bodo ostali telesno in duševno, da bodo razvili ves svoj potencial, meni se zdi, da jaz včasih sem tako, sam prevajalka, da sam staršem prevajam, kaj otrok v resnici, kaj se z njim dogaja, da lažje razumemo otroka, ker mi imamo samo neke kontrolne sezname, kaj vse bi že moral, ne, in to mi gre tudi blazno na živce, da je priden, da bi moramo sam umreti, ne, in pa še to vprašanje, tako da v resnici otroci niso en nebodiga treba, ki je nek neotesanc, ki ga je zdaj treba pa socializirati, pa ta otrok je eno samo čuteče bitje, ki te ima neskončno rad, tako kot te otrok obožuje, ne, če si kdaj kdo želel biti slaven, evo, zdaj so tvoji trenutki največje slave, otrok te obožuje, za otroka recimo mama vse, ker vse izhaja iz enega, potem pač oče in drugi ljudje in vemo v vseh teh tradicionalnih skupnostih, je vedno bila neka skupnost, ki je skrbela za tega otroka in so bile stvari porazdeljene. Danes se pa pričakuje, da bo en sam človek skrbel za enega mladiča, ki dolg časa še ne bo šel od doma, ne. In se mi zdi, včasih hočemo, jaz ne vem, kdaj bo sam spal, kdaj bo sam to, kdaj bo in včasih vem, da včasih sem malo bila še bolj hudobna, pa sem kakšnim staršem rekla, na faks ste ga že vpisali, ne. Je že star 3 mesece, pa še kar nekaj, na faks je že vpisan, že iščete stanovanje v Ljubljani, tako da zdaj tega več ne govorim, no, se malo umirila, čeprav včasih me tako kar, se jih ne obsojam, no, ampak tako, dajte ljudje božji, ne, toliko je znanja danes, pa to je naša dolžnost. Če sem se jaz odločila, da bom tega otroka imela, ni moja dolžnost, da se malo poučim, kaj se z njim dogaja. Ampak ne, mi smo tako nagnjeni k tem, bom prebrala ta priročnik in če bom naredila A, B, C, bo ČŽD, ne, da tako bo pol. Ja, kako naj pa jaz to vem, ne, saj nisem šlogarca, Normalno je, da ko mi pol enkrat vidimo to perspektivo od otroka, kaj se njemu dogaja in ko mi vidimo iz tega majhnega neboglenega človeka, ne, raven
včeraj sem se s sinom pogovarjala, kako je 9. razred, ne, so imeli zdaj pač pri človeku nosečnost in porod in razvoj zarodka in tako naprej, ne. In me je zanimivo, ne, zanimive stvari so jim povedali, niso jim pa tega povedali, da recimo, če bi želeli, da bi bil človek ob rojstvu toliko zrel kot naši sorodniki, mladiči naših sorodnikov, bi morala nosečnost pri človeku trajati 18 do 21 mesecev. Ne? In ker hodimo po 2 nogah, medenice so ožje, zato se mi moramo roditi nekje pri 40 tednih, zaradi tega, ker če ne bila naša glava prevelika. In v maternici mi čutimo samo par procentov svoje teže. Se pravi, nam rekla, da smo v breztežnostnem stanju, ampak ne, je drugače. Nekaj nas obdaja. Ne, karkoli naredim, sem v enem varnem objemu. A je res? Telesna temperatura je, prek popkovnice dobim hranila, dobim kisik, vse je super, ne. Sicer je porod je na nek način zelo stresen dogodek, ampak narava je vse naredila z namenom, a ne. Ampak ko se ta majhen človek rodi, če pogledamo, sam mora začeti dihati, sam mora uravnavati temperaturo, sam mora jesti, težnost na njegovo malo telo deluje na polno in pri odraslem, ne vem, koliko so te proporcije, glava v primeravi s 1:7, 1:8, ne vem, v glavnem pri dojenčku je glava četrtino, ne, 1/4 višine telesne. In glava je velika in težka. In ta majhen človek, ki se je glih kar rodil, če ste bili vi kdaj dolg časa v vodi, ko prideš ven iz vode, kakšen si, ves si, tak si težek, a ne da? Ne? In ta majhen človek, če ima dobro podprt prsen koš pa trebušček, pa če ima rokice mogoče, je on sposoben narediti, malo se dvigati, pa narediti to, pa to. Še ni sposoben rotacije trupa, ne? In kaj rab? Ja, najprej rab občutek varnosti, ker je strašljivo, ne, karkoli on naredi, je neka praznina, a ne. In vse te tradicionalne kulture otroka ne odlagajo, prve 3 mesece je nekje v nekem naročju, ne. Nam pa skozi perejo možgane od prvega dneva, odlagajte ga na trdo in ravno podlago. Ja, in tisti otrok, ki se ne počuti dobro, ki joka, si je že razvajen. Joj. Ne, mislim, ne morem bolj zaviti z očmi, ko to slišim. Kakšne bedarije, a ne? Ali pa to, joj, gospa, s tem bradavicam pa ne bo šlo. A si predstavljate, ti sveti trenutek, ko ga nikoli več ne bo nazaj, ko se otrok rodi in namesto, da bi vsi se umaknili ali pa saj malo pospremili to mlado družino, ki je mogoče nesigurna, včasih ne vejo ljudje, kaj bi naredili zdaj z dojenčkom, ne? Čeprav pravijo, jaz je porod je naraven. Ja, dobro, pa ne gremo glih v gost, ne, se ne osami ženska, pa gre sama v gost roditi, ne. Ampak imamo nekoga, ne, pri dojenju pa tudi je saj naravno. A res? Kdaj preden dobimo prvega otroka, smo pa že v živo videli velikokrat, kako se človeški mladički dojijo. Na kakšni sliki, od daleč, pa takrat nas itak ne brige, rečemo, važno, da bo porod v redu, pa že nekak, ne. Ampak ta mali človek mora začeti jesti, ki se rodi, ne čakati prvih 24 ur, da je pol panika, pa je padla teža, pa flaša, pa črpalka, pa narobe svet, ne, in najbolj me žalosti, ne, ker je ta 4. faza, ta neka sveta ura, oziroma jaz bi rekla sveti čas, ki bi ga jaz kar podaljšala, ne, ta skin to skin, ki je toliko moten, ne, da, a si predstavljate, da otrok se rodi in nekdo skrikne s tem bradavicam, gospa pa ne bo šlo, moj bog, ne, da bi sploh poskusili, ne, in potem tega očeta pošljejo v lekarno. To je prav zločin, ne, s tem se absolutno ne morem strinjati, ne, ker tudi, če bi imela mama vdrte bradavice, otroka pustimo, da se bo sam priplazil. Tisti starši, parkrat pri svetovanjih, no, je bila priložnost, pa sem rekla, dajmo, ne. In ko je bila mama udobno nameščena in otrok, ne, in pol seveda smo se starši malo pogovarjali in so starši nehali razmišljati, a se bo zdaj dojil, a se ne bo, ne, se je otrok sam prisekel, so starši to videli, kaj enkrat vidiš, pa veš, ne moreš več ne videti, pa ne vedeti, a ne, in ko so videli, naši mladički imajo vso opremo za dojenje, a ne, ampak mi jim nehote jih oviramo pri dojenju, zato ker
pojma nimamo. Saj tudi jaz nisem imela pojma. Jaz recimo sem pri prvem porodu, letos bo 23 let, sem se zanašala na to, da pač jaz itak, da bom rodila, saj sem zdrava, ne, saj tam so samo ljudje za vsak slučaj. Dojenje, pa normalno, da bom jaz dojila, ne. Tam, če bo karkoli, to so profesionalci, vsak dan se s tem ukvarjajo in pač mi bojo že znali povedati, kako dalje. Žal, še danes je marsikakšna ženska bridko razočarana in doživi marsikaj groznega po nepotrebnem. Jaz sicer nikoli nisem sanjala o tem, da bom postala svetovalka za dojenje, ampak ko pa sem, je bil pa moj moto, če eni mami prehranim 50% svojega trpljenja, sem zmagala. Pokaj te ena stvar potegne, ne moreš več nehati, ne moreš se ustaviti. Skratka, ti naši mladički so nebogljeni in nas rabijo. Ja, in je prav, da se v to vzgojo, v skrb za otroka vključijo tudi bližnji, a ne? Ampak, da prisluhnemo mamini intuiciji, ker mamina intuicija je hitrejša od razuma in je najboljše orodje, a ne? Mama ne rabi nobenega, da jo bo zdaj miniral, ker mi smo že zaradi hormonov tako narejene, da hočemo zaznati vsak najmanjši dražljaj nevarnosti iz okolja ali pa dražljaj od otroka, signal, da bomo zdaj se odzvale, ker s tem, ker so naši mladički tako nebogljeni se rodili, kaj se je moralo zgoditi tudi? Da so mame, oziroma ponavadi so bile to mame, da so bili njihovi možgani toliko razviti, da so znale zaščititi tega nebogljenega novorojenčka, da ga ni kar nek pustila, ne? Da ni umrl, ali pa da ga niso drugi, ne vem, plenilci pojedali, ali ne vem, ne? In nekako, pol se pa ta naš moderni življenjski slog tepe malo s to našo, ko bi rekla, s tem našimi primarno opremo, ki jo imamo v možganih, ker vemo, po rojstvu se ženski možgani trajno reorganizirajo in spremenijo. Zakaj? Zato, da se poveča verjetnost preživetja, možnost preživetja naših mladičkov, a ne? In je fajn, če žensko, včasih bi bilo lažje, če bi mamo pri miru pustili, ne? Oziroma, da jo ne gnavimo z raznimi smetmi, kaj sem jaz mislila to in tret. Da enostavno jaz upam, če mi bo kdaj dano, da bom babica, da bom predvsem eno stvar, že danes si dopovedujem, tih bod, ne? Če te bo kdo kaj vprašal, vljudno povej, da bod tih, ne pametuj. Tvoj čas je minil, jaz sem svojo simfonijo že odigrala, ne? Zdaj ne pa še oni svojo. Mislim tudi, da otroci niso naša lastnina, da otroci so, dojenčki so ena čarobna bitja, ker ko pogledaš dojenčku, novorojenčku v oči, vidiš cel vesolje. In oni so bili nam dani v skrb, v vzgojo, zaupanje in jaz sem se velikokrat vprašala, a pa je to najboljšemu interesu mojega otroka, ne? Kdo pa jaz mislim, da sem, a ne? Tako da ne verjamem, da karkoli na silo človek lahko doseže. Jaz sem prepričana, da dostikrat so mi tudi prijateljice rekle, pa ti preveč parlamentiraš. Jaz sem se z njimi vedno pogovarjala, ker so bili majhni. Ne, da sem neki, dobro, ene stvari so bile ja, ne, ampak drugače pa vse mu razložiš, mu vse poveš in tako pol z leti vidiš, ne, je pa tudi to, je pa ni unih Instagram trenutkov velik, ne, ampak je velik na dolge proge in polka nazaj gledaš, zdaj se mi zdi včasih se tako nazaj naslon rečem, no, saj nekaj sem prav naredila, ali pa tako, ko sem jih gledala, pa sem videla tiste iskrce v očeh, sem smislila, če drugega ne, saj ubila jih nisem. Mislim tako, ne? Ne vem, a sem odgovorila na vprašanje. Ja, super, zelo obsežno in še druge stvari ste povedala, ki so se mi zdi zelo pomembne. Kaj so pa recimo tisti, recimo pridejo starši kdaj k vam po neko hitro rešitev ali pa kaj so tisti najpogostejši quick fixi, ki jih recimo iščejo, a ne, pa ki v bistvu niso v največji doprinos otroku ali pa kaj mogoče boljše, da bi imeli neko znanje ali pa informacije, da, ne recimo, če mogoče imate kak primer. Dostikrat mislijo, da dojenje ovira otroka, da bo samostojen, ne? Pa da ga ovira pri uvajanju v vrtec, pa da ga ovira pri spanju, pa da ga ovira zato, ker še ne je goste hrane.
kako bi lahko narava naredila neko tako hudo napako, da bi dojenje kakorkoli lahko negativno vplivalo na njeno ali dojenčkovo zdravje. Ene mi to razloži, ne. Recimo, če bi ženske razmišljale egoistično samo o svojem zdravju, pol bi večino žensk bi hotela dojiti čim dlje, zaradi tega, ker vemo, da pač nedojenje je povezano z večjimi tveganji za pač bolezen ali pa, ja, za bolezen ali pa slabše psihofizično stanje pri mami in pri otroku, ker ne more biti drugačne. Ljudje se še kar, ne vem, tolažijo ali pa jih tolažijo, da sej ni nič narobe, mislim, tako je, ne bojo nikoli vse mame dojile, ene tudi ne želijo dojiti iz različnih razlogov, a ne. To ne pomeni, da niso dobre mame ali kakorkoli, ne, ampak, a ne, zdaj, če gremo v to filozofsko razmišljanje, če sem se jaz zavestno odločila, da želim imeti tega otroka, to pomeni, da sem se zavestno odločila, da bom zanj poskrbela najboljš, kar je možen, to pomeni, da se bom potrudila, da bom dojila ali kako, ne. Zdaj, situacije je milijon, ne, kakor sem že rekla, ne živimo v idealnem svetu, ampak kako bi lahko narava naredila, da je dojenje kakorkoli škodljivo? Dojenje ne more biti škodljivo, ne more mama prepogosto dojiti. Je tudi dojenje nekaj zelo intimnega, kjer pa, a ne, ker če pogledamo, prsi so intimen del našega telesa in usta tudi. In ni šans, da prsilaš šibkejšega v tem intimnem odnosu v nekaj, v ta akt. Je res, dojenčka ni šans, da ga prsilaš v dojenje, ni variante, ne. Torej, zakaj enostavno ne pustimo stvari pri miru? Zakaj, ne, pa dostikrat, ne, veliko mojih teh mam, ki se name obrnejo, so jim rekli, gospa, ne bo šlo. Celo so jim rekli, ali sprijaznite se, da ne boste dojili, ali boste pa kar znoreli, ne, ali pa kakšne take, ne. Jaz mislim, moj bog, ne, jaz nobeni mami ne obljubim, vi boste pa dojili, ampak dostikrat mamo že vidiš, da tista, ki je prišla, ali tista, ki se je odločila, pravim, te moje mame so vse iz toliko dobrega materiala, ne bo nehala, ne. Ene mame rabijo ogromno podpore, ene rabijo čist malo, ene rabijo občasno tako malo, da premislimo tole navigacijo, ne, da gremo v ta pravo smer. Velikokrat mame rabijo pa sam malo več konteksta. Včasih smo toliko sred dreves, da ne vidimo več gozda, in včasih se mi zdi, da jim jaz sam pomagam, da stopimo korak nazaj pa rečemo, lej, tole se dogaja, lahko se zgodi to ali pa to ali pa to pa to je pogosto, lahko bi poskusila to pa to pa to pa to, ne. Ona je pa tista, ki bo pol rekla, lej, za mene pa to ni več okej, ali pa jaz hočem pa nehati. Tudi mame so se name obrnile, ki so rekle, jaz nočem več živeti, hočem, da pridete k meni in mi pokažete in jaz nočem več. Okej, ne. Kdo sem jaz, da bom... Mogoče še o tem kaj več povem, a ne, kdaj pa recimo, a ne, tudi o tem odstavljanju, a ne, oziroma od dojenja, recimo, a ne, kaki so neki sočutni pristopi oziroma kdaj to narediti, a ne, ker jaz sem tudi recimo zdaj, to je tudi za mene relevantno, ne, ker recimo otrok bo star čez 2 meseca, 2 leti, pa se še vedno doji in je imel obdobja recimo pred kratkim, ko se je zelo veliko želel dojiti, a ne, tako res veliko, več kot kadarkoli prej, a ne, in je takrat bilo to meni precej naporno, a ne. In potem pač recimo, a ne, želim pa ga seveda, ko bom začutila, a ne, zdaj je boljše, a ne, me ne moti, oziroma pač, ampak brala sem to knjigo in potem piše, a ne, da se otroci tudi lahko sami odstavijo potem nekje okrog 3. leta, ampak pa poslušam zgodbe mamic, ko pa so čakale, da se bojo otroci sami odstavili, pa se niso odstavili, pa so jih dojile do 5 let, a ne, recimo, ali pa mogoče, če malo nagovorimo tudi to obdobje odstavljanja, ker vidim, da je vseeno pač enkrat bom mogla odstaviti otroka od dojenja, ne, in bom to naredila takrat, ko bom jaz res to začutila, ne, mislim, ko bo pač, ko res za mene to, ko bom pač 100% odločena, da je pač čas, oziroma da za mene to več ne deluje ali kakorkoli, a ne, predvsem bom to naredila, če bo prišlo do tega, mislim, ko bo prišlo do tega, ne zdaj, ker bi hotela, ker bi se razumsko odločila, da je pa zdaj treba otroka odstaviti, da bo
recimo bolj samostojna ali karkoli, ker v to ne verjamem, jaz res se zavedam teh prednosti dojenja, ampak je pa vseeno to, neka izguba za otroka, Ker tudi recimo sem opazila, ker ko sem bila bolna, pa sem imela vročino, pa sem bila res izčrpana, pa pač se je želel tudi čez dan kdaj dojiti, ker je tudi iskal nek stik in nisem zmogla, recimo, in sem pač rekla mu ne, in je pač bil zelo žalosten in je jokal, in tudi recimo v tisti stiski bi kar moji možgani mu ne reč ponudila neko sadje ali nekaj, da pač sam, da ne bi bil v tisti stiski, ampak pa sem v bistvu ugotovila, koliko je pomembno, da mu tudi dovolim, da joka in odžaluje, ker njemu je dejansko težko, in da sem tam z njim, ker recimo velikrat otrokom ni tudi dovoljeni pač biti žalostnih, in tudi starši težko zdržimo ali pa zdržijo s to žalostjo in potem, bi najrajši, dajte mi neko rešitev, da bi kar to preskočili ali pa da otroka z nečim drugim recimo, zamašim, ampak ful se mi zdi pomembno, da ga naučimo te regulacije, da on lahko žalosten, ker polk sem v bistvu, mi je tudi mož pomagal zavestiti, sem bila 5 minut z njim in je jokal, ker dejansko je to njemu ful hudo bilo, pač ne more dobiti, pač ne more se dojiti, pa to mu ful pomeni in to je njemu tako, da bi ne vem, kaj bi mogli nam dozeti, da bi doživeli to, to izgubo v bistvu, pač v tistem danem trenutku, potem jo je zvečer spet dobil ali kakorkoli, se je spet dojil, ampak v tistem trenutku in je on jokal in nisem tega nadomeščala, ampak sem dovolila tudi fantku, da joče, in po 5 minutah je pač bil tako, kakor da se je nekaj sprostilo, je bil v redu, bila sem z njim, mu daš neko bližino, je pa meni tudi trigiralo zelo močno, neko v bistvu mojo stisko, ker jaz, meni je bilo težko in sem videla, pač starši imamo res veliko dela, mislim, moramo v bistvu najprej sebe začutiti, da v bistvu sploh si dovoliš tudi da si ti zmožen zdržati s to žalostjo, ker tudi meni je pozdravilo nekaj, ker jaz nisem smela jokati kdaj v otroštvu ali pa so me hitro potolažili ali pa podkupili z drugo stvarjo, sam da ni te stiske, ker se mi zdi malo tudi že v nas mamah naravno, da bi vse naredile, da otrok ne bi doživljal stiske, mislim tudi, ker dojenček joka takoj, pač to je tisti impuls, vse boš naredil, ampak potem pa je treba v neki fazi, tudi otrok je zdaj že 2 leti star, pač ni življenje brez stisk oziroma brez žalosti in se mi zdi zelo pomembno, da ga tudi pospremimo, da tudi s to regulacijo, sploh, kaj se pojavlja pri odstavljanju od dojenja, recimo, ali pa potem, ne vem, mogoče tudi pri drugih prehodih, mogoče tudi pri spanju ali kjerkoli, da v bistvu smo takrat zmožni z otrokom zdržati, pa mu tudi dopustiti, da je pač malo v stiski, pa biti ob njemu, ga nekako drugače pomiriti. Ne vem, kaj vi mislite o tem, oziroma kaj bi vi še tle dodala, ali pa kakšen je vaš pogled. Pa tudi, mogoče poveste še kaj o tem, recimo, ko pa je res čas, ali pa mama čuti, da ne zmore več, da jo preveč izčrpuje, da za njo več ne deluje dojenje, kako potem je za vas gleda neko to sočutno odstavljanje, oziroma, če imate tukaj kak komentar. Zdaj, otrok potrebo po dojenju preraste, ko pač jo preraste, ko je razvojno za to pripravljena, to vpliva pač več dejavnikov, Za človeka je normalno, da se doji od 2,5 do 7 let. To je nekako normalno, ni neke omejitve navzgor, Tiste mame, ki se odločijo, da ne bojo več dojile, nikoli bo navad tiste, ki je res odločena, da ne bo več dojila, tudi otrok to čuti in niti ne rečejo več. Zdaj, prav tako energijsko ta odločnost in potem... Tista mama, ki se je odločila, da je to, Tiste mame, ki pa pokličejo, da so v stiski, da bi vse hotele nehati dojiti, pa ponovadi še niso pripravljene in otrok tudi to čuti, ker gre vse z roko v roki. Zdaj, zdaj je spet nekaj, da je ta regulacija in gor in dol. Ja, otrok nas rabi, da ga pospremimo in to ne 2 leta, ampak še kar nekaj let, tam do enega 5. leta je otrok rab nekoga, da te pospremi pri teh prehodih iz budnosti v spanje in pri teh prehodih iz mirnega oziroma iz aktivnega v mirno stanje in tako naprej. To je normalno, In otrok, ki se doji, bo dostikrat pač to bo poiskal dojenje, ne samo zato, ker bi bil že lačen, utrujen, ampak dostikrat zato, ker jim to pomaga, se točno to se umiriti, preideti, ne vem, iz vrtca ali pa iz varstva domov in tako naprej, sploh v času bolezni ali pa kakšnih teh razvojnih mejnikov, se mi zdi, takrat otrok kar naprej, ko je dojen, išče dojenje in pol mame poslušajo, ja, vidiš, kaj pa ga še dojiš, zdaj pa imaš, Zdaj,
vsaka mama mora pri sebi začutiti, kaj je za njo. Dostkrat sploh ni problem v dojenju, dostkrat je problem pomanjkanje počitka, pomanjkanje časa zase, pomanjkanje prisotnosti drugih družinskih članov, ki bi lahko še kaj postorili, zato da bi se mama lahko, ne vem, regenerirala, spočila in tako naprej. In potem pa dojenje dežuren krivc. Zdaj pa zato, ker je pa dojen, pa laži. A res? Kaj pa, če je otrok odstavljen, pa se po noč zbuja, drugač bi sam malo bi pojamral, pa bi naprej spala cela družina, tako pa pol cela družina, ne, v akciji, več ur po noč, vsako noč, ne, otrok pa dostkrat nima več zaupanja, ne. Sploh to je prisotno, velikrat se mi zdi, ko recimo ljudje nasedejo tem nasvetom, ne, če boste pa neko finto otroka vrgli. To se vedno maščuje mami ponavadi, da je še bolj utrujena s tem, da imamo še ta manko, ker otrok nima več zaupanja, ne. Se mi zdi, ja, tudi če je neprijetno, otroku žal bolečine, nelagodja ne moramo odvzeti. Ja, ampak to, da smo z njim, to je tisto, kar šteje, a ne. Da ga ne puščamo samega v tem. Ja, zdaj, da bi mi, včasih otrok je tako, če še niti 2 letni star, je zelo težko bo razumel, zakaj zdaj mama pa ne da, ne, dojenja, ne, težko. Ampak, ko bo pa majhen večji še, bo pa razumel, takrat se pa z otrokom, ki že razume, da malo pogajati. In takrat se zmenimo, ne vem, da bom lekati takrat pa takrat, ali pa samo, ne vem, pred spanjem, ali pa na tem stolu, ali pa na kavču, ali pa na postelji, da omejimo malo dojenje na čas ali prostor, ali pa, ne vem, ko prideš iz vrtca, ali pa, ko zjutraj se zbudiš, ali pa, ne vem, prsi po noč spijo, a ne, ampak pol bo otrok pozoren na prvi sončni žarek in takrat, če smo mu rekli, ne, da bojo prsi vstale, ko bo sonček vstal, takrat moramo držati svojo obljubo, a ne. Se pravi, dostikrat ne gre za to, da bi otroka čisto odstavili, lahko imamo neko prehodno obdobje, da samo zmanjšamo, ker odvisen seveda, koliko je otrok zrel, koliko je star, kakšne so družinske okoliščine. Zdaj recimo, ne vem, mama pričakuje novorojenčka do poroda sta 2-3 meseci, ne, in zdaj bo kaj, otroka bo odstavljala, pa bo mislim, če se malo moramo razmisliti, da so stvari razmejene med sabo, zato da pol, a ne, otrok ne povezuje zdaj, zdaj pa imamo pa novorojenčka, zdaj pa sem pa jaz odpadel, ne. So to kar obdobja, ki so zelo naporna, a ne, imeti enega malčka, enega dojenčka, novorojenčka, zato je fino, da imamo, da se angažirajo še svojci, prijatelji, znanci, da res, kakorkoli, tudi če bi se mama posvečala samo dojenju, ima vrh glave dela in dostikrat je to fizično zelo naporno, zna biti, ne, ker enostavno hočeš samo par minut, da se te noben ne dotika, samo par minut miru, da se človek malo resetira, a ne. Zdaj, tiste mame, ki se pač odločijo, da bi otroka pač počasi začela odstavljati, fino je, da gremo v to zgodbo postopoma, da takrat ni nobenih novih sprememb, dostikrat ljudje tudi rečejo, zdaj gremo pa še na dopust, pa imamo pa uvajanje v vrtec in pol, a ne, iti na dopust. To je tako, kot če bi se preselili. Otrok ne ve, da bomo mi zdaj nazaj. Otrok se pol spet mora aklimatizirati nazaj doma. In potem spet nekaj novega. Ne, dajmo takrat, ko uvedemo eno tako veliko spremembo, kot je odstavljanje od dojenja, takrat pustimo pri miru vse ostalo, nobenih selitev, dopustov, uvajanja v vrtec, ne vem, pač ljudje pa rečejo, ja, bomo pa zdaj brez dude, pa brez pleničke, pa brez dojenja, pa brez, ne, mislim, to je pol too much, ne, moramo res malo premisliti, pa da smo mi v redu, da se mi iz svojega miru lotevamo takih podvigov. A ne, da se jaz pri sebi odločam, da sem jaz pomirjena s tem, ker otrok bo to sprejel, ker me bo čutil. Otrok te čuti. Ti otroku lahko govoriš, kar mu hočeš, ne. Ja, mamica pa ni žalostna, pa ni žalostna, pa kako če te čuti, ne. Bolj pošteno je reči, lej, sine, ali pa, lej, punčka, ne, moja, zdaj glih nisem fajn, ampak vse bo v redu, a ne. Povedati stvari, ker te itak čuti. Tako da se mi zdi, da otroci so res naši veliki učitelji, tudi oni nas
tudi v trenutkih, ki je hudo pa težko, oni nas vabijo v zdaj, v sedanjost, v ta trenutek, za njih obstaja ta trenutek, za dojenčke je samo ta trenutek. In kdaj se pa življenje dogaja? Zdaj, v tem trenutku živimo, ne pol, pa ne prej, tisti je že bilo, zdaj smo tle, ne? In to zaupanje, da nič ni večno, ne? Včasih se ti tudi zdi, da otrok joka, že da to traja v neko neskončnost, pa če bi pogledali na uro, bi videli, da je bilo to samo par minut. Ja, zato, ker so naši možgani tako narejeni, zato, da bomo nekaj naredili, ne? Evo, ja, super. Hvala. To se mi zdi zelo tak zdrav odgovor in točno to, ja, a ne. Taka zdrava perspektiva, a ne, sploh, da opolnomoči tiste mamice, ki v bistvu dojijo, a ne, res že nekaj časa, pa tudi, da pač, ko imamo nek impuls, a ne, ker včasih pač pridejo res obdobja, ki so res naporna in ki si res utrujena, ne, in potem, da mogoče takrat pogledaš, kaj rabiš, pa kako drugo stvar si zagotoviš, a ne, da ni, mogoče res ne bo rešitev ta, ki misliš, a ne, da te najbolj ovira. Ker točno to sem jaz tudi opazila, ne, otrok me skozi me prebuja in takrat, ko imam največ stvari, najbolj naporno ali pa on najbolj rabi, a ne, ker v bistvu skozi res kliče v to sedanjost oziroma prebujate, a ne, kot... Mogoče se moramo vprašati, ena stvar, da se vprašamo, kaj jaz rabim zdaj, ta trenutek, ali pa danes, v tem tednu. Druga stvar pa, zakaj? Zakaj bi jaz hotela odstaviti otroka? Moja pričakovanja. Ampak zakaj se ne smemo, pravijo Japonci, da 5-krat moraš vprašati, zakaj? Ker 3-krat ni dost, 4 mislim, da simbolizira smrt. Skoraj 5-krat. Vse se zdi trapast, sam sebi se lahko probate kdaj to vajo, na papir, se vprašate, imate en problem ali pa eno zadevo, ki vas matra, napišete zakaj. Pa napišete odgovor, pa poje spet, zakaj, ne? Slišite tako malo trapast, ampak dostikrat pol izluščiš nekaj čist X, ki sploh nima veze s tem prvotnim, s tem, ki mislim, če bom pa to naredila, pa ne. Ni problem v tem. In dostikrat v dojenju sploh ni nobenega problema. Problemi so čist nekje drugje. Ja, mož je zdaj se preselil v dnevno sobo, ne bo prišel spat, dokler otrok našel v svojo posteljo, ne? A je ta otrok zdaj problem tega zakona? Ja, ne, noben otrok še ni razbil nobenega zakona, a ne? Samo takrat v teh trenutkih se marsikaj pač priplava na plano, ker vemo, dokler je vse fino pa fajn, smo vsi lepi in krasni, a ne? Pa je pa treba zdržati, ne, pa se pa pokaže, pa tudi v bistvu, ja, vlagati vse, mislim, negovati odnosa, ne, kljub otroku, oziroma meni se zdi ful pomembno, da sta starša povezana, ker drugače otrok itak čuti to, ne, mislim, otrok ne more biti sproščen, če se starša nista, ne, na isti skupni strani, ali kako bi rekla. Ja, tako otroci eni odraščajo na bojnem polju, ne, ves čas, ne, in je grozen, ker brez tega občutka varnosti težko razviješ svoj potencial, ker eni tvoji senzorčki skozi zaznavajo tisto subtilno v zraku, ne, tisto napetost in tako naprej. Največje darilo za otroka, najboljša popotnica se mi zdi, sta povezana starša in to, da se počuti varnega, ne. Kaj bi pa vi recimo pol svetovala tako recimo mladim parom, kako se lahko kljub otroku še bolj poveže, oziroma imate tukaj kak nasvet zanje ali pa? Otrok je plod njune ljubezni. To je še en človek, a ne, in vsaka zveza, tudi tako, ko se mi sami spreminjamo, se tudi vsaka veza spremeni. A ne, še nikoli niste imeli prvič enega otroka, a ne. Mogoče, ne vem, da se pogovarjata, dostikrat rečejo, ja, da je otroka v varstvo, zato da boste imela čas zase. To glih ni življenjsko, ne, pa spet, a je otrok nek ne bodi ga treba, čakaj malo, to je najin človek, to je plod najine ljubezni. Ja, zakaj pa, kdo pa prav, da midva moramo imeti nek dejt glih zvečer? Zvečer je najbolj grozen, jaz sem že utrujena, a zdaj se bom pa še nekaj rihtala, pa to pa nekaj kuhala, lepo te prosim, ne, a grem lahko sam spat, ne, že skuram po možnosti, a ne. Sej greste lahko pa data otroka, ne, v voziček, v nosilko, pa greste skupaj na sprehod.
pa skupaj pripravita kakšen obrok. Gre za to, da skupaj pač delata stvari, da se zmenita. Lej, meni pa to res beden, a lahko ti to prevzameš, ne? Da se pogovarjamo, da se ne nehamo pogovarjati, da tako, kot smo mame prvič, mame so tudi očetje prvič očetje, da imajo očetje priložnost, ne da mama more misliti, da more pa vse ona, pa to tretji, a mami se nikoli otrok ne joka, ne? Mislim, se bo oče, bo tudi previl kakšnega, bo otroka previl, pa bo kupček podaril, a ne? Dajmo očetom priložnost, da po svoje so očetje, ker otrok v naravi, imamo očeta pa imamo pa otroka. V naravi, če ne bo pač človek oboje spolnik, ne, če ne bi rabo očeta pa mame, ne? Tako je. V biologiji sta dva spola in lahko me kamenjate ali pa prbijete nekam. To tako je. Če opazujemo nepristransko fantka, novorojenčka ali pa punčko, to so raziskave pokazale, so razlike, zato ker smo biološko opremljeni drugače. Ni važno, kako mene en poimenuje, kaj da sem, ampak moja biologija, vse moje celice, moji organi so biološko ženski in jaz sem pač tako narejena, zato ker imam eno drugo vlogo tudi v otrokovem življenju in očetje imajo drugo vlogo in očetje si zaslužijo priložnost in toliko sem vesela, da današnji očetje hočejo sodelovati, želijo biti zraven, pri posvetih so zraven, koliko so oni ena velika prednost za vsako mamo, ki želi dojiti, zato ker očetje, če drugega ne, imajo boljše prostorske predstave in prostorski spomin zaradi pristavljanja, to in tretji. Dva odrasla človeka, kaj je njun cilj? Midva kot partnere se lahko vprašava, kaj pa midva želiva? Verjetno oba želiva najboljš za tega otroka, a je res? Najboljš za našo družino. Kako bomo pa zdaj to naredila? Lahko imamo pač neka nesoglasja, ker je normalno, ker sva oba človeka, imamo vsi dobre pa slabe dneve, ampak dajmo se takrat, ki je boljš zmeniti, kako bomo handlali takrat, ko pridejo trenutki, ko enostavno bi človek s kože skočil, ker je naporen. Biti mama je najlepša stvar na svetu, ampak včasih pa si misliš, kva je bilo pa meni tega treba, ne? A se bom še kdaj naspala, ne? Ker zdel se je par let, da to je mission impossible, ne? Sej poti pa še rečejo, ne? Ja, kaj imaš pa tako skupaj, nekaj hčerki sta 6 tednov manj kot 2 leti narazen, kaj ni, ne poznate kontracepcije pri vas? Zakaj si pa to zdaj nakopala? Lahko bi vedela, mogla bi vedeti, ne, pa ne rabimo tega. Še ena stvar, ki jo mame dostikrat, saj jaz sem delala narobe, iskala sem odobravanje ali neko potrditev ali neko priznanje pri ljudeh, ki tega sploh ne morejo dati, ne. To je tako, kot bi se zdaj začela zaletavati z glavo v zid, samo glava me bo bolj bolela, ne, zid bo pa še kar tam. To je brez veze. Važno, da najdemo nek svoj pleme, neki ljudi, ki nas navdihujejo, če drugega ne, pa da nas spravijo v smeh, ker se mi zdi, humor je zelo pomembna komponenta v starševstvu. Super, ja, se strinjam. Ful dober. Mogoče za konec, če vas lahko vprašam še eno malo bolj, osebno stvar, lahko tudi ne odgovorite, pa recimo glede na to, da imate že odrasle otroke, pa da ste vse otroke dojila, ne? Recimo, a opazite, ali pa vse na način, kako ste vi v bistvu jih tretirala, tudi z dojenjem, spoštljivo nego v teh prvem obdobju, a opazite, kakšne recimo pa zdaj, ko bi rekla, se je obrestovalo, no, oziroma kaj vi opazite pri svojih otrocih, na kar ste tisto, ko ste že na začetku omenila, ko rečete, nekaj sem pa naredila v redu, a ne, recimo. Zelo so sami svoji, se mi zdi, imajo ta občutek lastne vrednosti, tako, ne moreš jih manipulirati neki, zato ker sem pa jaz zdaj to tako rekla, ne. Se mi zdi, imamo tako lep povezan odnos, ki temelji na zaupanju. Še vedno, a ne. Moj glavni cilj je bil to, da oni vejo, da jih imam jaz rada. Res, da vejo, ne da čutijo, ampak da oni vejo. In včasih je toliko, še vedno preverim, če oni res vejo, da jih imam jaz res rada, da ne glede na to, da ni tako grde stvari, da mi jo ne bi mogli povedati, da ni tako grozne stvari, ki bi se zgodile, da ne bi mogli priti, da tukaj je njihov dom, da bom vse naredila za njih, kar se le da, ampak ne iz nekega žrtvovanja, ker tudi v žrtvovanje ne verjamem.
Jaz sem se svojim otrokom pa materinstvu predala, jaz sem se njim dala cela, zato ker sem to tako čutila, da je prav, ker jaz to tako hočem. Ni bilo zmeraj lahko, včasih je bilo peklensko težko, ampak gledam nazaj, ja, je bilo vreden. Oni so sami svoji, oni sami iščejo svojo pot, ubirajo svojo pot, zelo so bili samostojni, že ko so bili majhni. Tudi kdo bo rekel, ja, so v svoji glavi. Sploh za najmlajšega, ko sem šla na zadnje govorilne ure, je par učitelj rekel, da je tako miroljuben človek, da tudi če njemu ne vem, kaj rečejo, ali pa ga kdo skritizira, on si nekaj blazno nežene, sprejme to, ampak nima nekih izbruhov jeze ali pa nečesa tako. Zna, ker ko si bil ti pospremljen v neki, potem ti zraseš in ti to ponotraniš. In včasih ni bilo pa zmeraj, ni bilo zmeraj lahko, ker ljudje pač tako, ko malo gledaš, so sočutni do živali, do ljudi, jim je mar, opazijo stvari. Že ko so bili manjši, so rekli, ej, tisti otrok pa kar joka, zakaj pa ga noben ne vzame, opazijo stvari, in dostikrat te šokirajo s kakšnimi izjavami, ki so zelo, zelo na mestu, in ni fejka. Oni te čutijo, oni vejo, vejo tudi, na kjer knof je treba pritisniti za kakšno stvar, ampak z vsakim otrokom imaš eno svojo zgodbo, eno svojo vez, mogoče tudi svoje rane, svoje boleče stvari, ampak meni je važno to, da smo mi poravnani, da smo v stiku, da smo ohranili to vez zaupanja. To je nekaj najlepšega, najbolj dragocenega. Vse ostalo lahko gre, ampak to se mi zdi je pa tista stvar za vtis kovček, ki ga bom vnesel s sabo. Super. Najlepša hvala. Res. Hvala za povabilo. Hvala, Alenka, za bogat pogovor. Res mislim, da sva se dotaknili marsikatere take teme, ki lahko koristi, mogoče sploh mladim staršem, pa tudi nasplošno staršem, vsem, ki bodo to poslušali, in tudi bodočim staršem. Upam, da bo ta pogovor razširil obzorje, se jih vas dotaknil, vas poslušalcev, in da ste prejeli nekaj zase. Res, hvala za zaupanje in tudi hvala vsem staršem, ki so mi do zdaj zaupali. Jaz si to štejem v veliko čast, da sem tega bila vredna. Tudi sem zelo hvaležna, da sem bila vredna tega, da mi je bilo dano skrbeti za 3 take krasne ljudi, ki so moji otroci. Cel življenje se učimo in res hvala tudi, Nadja, za zaupanje. Hvala za povabilo tudi v vaše intimne trenutke, v svoj krog, v svojo družino. Res to si štejem v veliko čast. Če bo komorkoli kaj prav prišlo, jaz bi sam rada rekla, bodite korajžni, ne se predati, vedno je rešitev, vedno, nikoli ne obupati, tudi če je še tako težko. In take stvari te prekalijo in take stvari se pol spomniš in ti dajo v krila. In takrat nisi neustrašen, ampak majhen pa si nepremagljiv. Hvala, Nadja, hvala. Super. Hvala, Alenka, hvala.